Serija zmag na gostovanjih se je nadaljevala tudi na tekmi proti Gorici, tudi tokrat visoka zmaga 4-1. Velik del posla je ekipa opravila že v prvem polčasu, ko je povedla s 3-0. V primerjavi z zadnjimi tekmami Damir Krznar tokrat ni opravil večjih sprememb, se je pa zgodila v golu, kajti Menno Bergsen se je poškodoval, tako da je Samo Pridgar debitiral od prve minute v članskem dresu NK Maribora. Po uvodnih nekaj minutah zatišja se je prva priložnost ponudila Toliću, ki je streljal z razdalje. V 27. minuti pa vodstvo in nadaljevanje strelske serije Jana Repasa. Tokrat je bil v vlogi asistenta Tolić, Repas pa je zaključil in ob pomoči vratarja ter nespretnosti goriških branilcev žoga končala v mreži. Deset minut kasneje nova asistenca za Tolića, še drugič je asistiral, tokrat je Baturina unovčil njegovo podajo za svoj 5. gol v prvenstvu. In za zaključek prvega polčasa še 11-metrovka, kombinacija po desni strani, potem pa prekršek nad Žiničem, Rok Kronaveter pa je bil zanesljiv izvajalec. V drugem polčasu pa dobre priložnosti Maribor. Po hitrem protinapadu je Repas lepo potisnil žogo v globino, Sikošek pa na koncu zadel domačega vratarja. V precej bolj mirnem drugem polčasu so gostitelji prišli do zadetka iz 11-metrovke, po posredovanju VAR-a je bil z 11 metrov natančen Velikonja. V zaključku tekme pa vendarle še dovolj časa za povišanje prednosti oziroma povišanje zmage. Do prvenca v članski zasedbi pri NK Mariboru je prišel tudi Žan Vipotnik, asistent je bil Kronaveter, Vipotnik pa silovito zaključil v bližnji kot. To je najbitnije sada, ući u ovaj ciklus od 3-4 jače utakmice sa dobrim elanom. Uvijek je teško nakon pauze ući u nekakav dobar ritam, dobro poluvrijeme, vrlo dobro poluvrijeme u kojoj smo riješili pitanje pobjednika. Drugo, sa malom rupom na početku, to moramo popravljati, ne smije nam se to dogoditi, jednostavno mi moramo prije zabiti četvrti nego nama protivnik gol. Ali dobro, ajde, pobjeda je najbitnija, nećemo je gledati u zube, ali sigurno da imamo materijala i za sastanak i za analizu. Veliko mi pomeni, dolgo sem čakal na njega in upam, da se bo sedaj odprlo. Ampak glede tekme super, da smo zadeli 4 različne strelce, veliko je bilo gola in to je dobra popotnica tudi za naprej. Kronaveter mi je lepo podal, dobro sem se sprejel in udaril prvi kot. To je naš biznis in mislim, da sem dobro naredil. Ekipa je torej nadaljevala tam, kjer je končala pred reprezentančnim premorom. Zdaj pa po dolgem obdobju spet nazaj v Ljudski vrt, prihodnjo soboto dvoboj z vrha lestvice Maribor-Koper.